Z Naturo 2000 že 20 let varujemo naravno dediščino slovenskega in evropskega pomena. In z slovensko nagrado Natura 2000 pač povezujemo in izpostavljamo dobre zgodbe zadnjih 5 let. Prejeli smo letos 18 prijav in te združujejo več kot 130 izvajalcev ukrepov na terenu, torej so več kot 130 organizacij sodelovalo. Te prihajajo iz različnih sektorjev, varstva narave, kmetijstva, upravljanja z vodami, gozdarstva, lokalne skupnosti, nevladne organizacije in vse te organizacije se pogosto srečujejo tudi z deležniki na terenu, lastniki zemljišč in tudi s prostovoljci. Finalisti in zmagovalci slovenske nagrade Natura 2000 so res projekti z dolgoročnimi učinki na terenu in upravljanju Nature 2000 v Sloveniji. Zahvaljujem se vsem prijaviteljem, finalistom, čestitam in zahvaljujem se tudi vsem članom strokovne žirije. Vsaka nagrada je predvsem najprej pohvala za minulo delo, ampak vsaka nagrada je tudi odgovornost za delo vnaprej. Brez vzdrževanja krajinskih parkov in vsega, kar nam narava daje, ni prihodnosti ne naroda, ne našega planeta. Ja, res je, Kozjanski park je že dobil drugo slovensko nagrado Nature 2000 in seveda smo neizmerno veseli, tudi glede na to, da je bila ta nagrada podeljena prav na prazniku kozjanskega jabolka, ki se danes odvija. Naš praznik kozjanskega jabolka je zelo skromnih začetkov prerasel enega največjih okoljskih dogodkov. V prvem letu smo imeli nekje okoli 7 stojnic, no do danes, ko smo doživeli res pravi boom, imamo 160 stojnic in to je seveda maksimum, kar trg pod sreda prenese. Občutki so nepopisni. Zame osebno še posebej, ker sem pravzaprav sodelovala pri pripravi prvega praznika kozjanskega jabolka pred 25 leti in izjemno sem hvaležna takratnim pobudnikom, danes žal že pokojnemu Franciju Kotarju in Janiju Gačniku, ki smo skupaj oblikovali to idejo o prazniku. Seveda letos sem pa na prazniku ob otvoritvi že 10-tič nagovorila v vlogi županje občine Kozje in moram povedati, da se tukaj pravzaprav ohranja ta izjemna narava in predvsem se mi zdi pomembna ta povezanost celotnega prostora. Od prebivalcev do inštitucij, ki tukaj delamo in nenazadnje tudi lokalne skupnosti. In to daje pridih tej zgodbi, tej veličini in res ponosna, da je danes se ta narava predstavlja na vseh stojnicah. Yeah, I think since I came here, I can see really a biosphere reserve that is working because the key objective of the biosphere reserve is to make sure that we are able to harmonize conservation with social transformation and all that. And here I see clear evidence of conservation. I see clear evidence of people living in harmony with nature. And I also see clear evidence of some products coming out of the biosphere reserves to drive livelihood development and all that. So this is a very good model of how a biosphere reserve should function. Vsak sadež, ki ga narava da, in vsak sadež, ki je lokalno zastopan na določenem območju, je sadež, ki ga je treba negovati kot diamant. Treba se je zavedati, da smo s projektom Vrh Julijcev povezani zadnjih 9 let. Torej od oblikovanja prve projektne ideje do napornih usklajevanj na ministrstvu in pa potem dejanskega izvajanja projekta v zadnjih 5 let. Pridobljena priznanja in pa nagrade predstavljajo pravzaprav potrditev tistega, kar smo nekako ambiciozno snovali v samem projektu. Gre za priznanje, da je projekt vseeno neka dodana vrednost Narodnemu parku, da so se z njim izvedli ukrepi v prostoru, ki pomembno prispevajo k ohranitvi naravnega okolja Triglavskega narodnega parka ali pa naravi prijazne rabe narodnega parka. Prav tako
pa je tukaj s projektom tudi vzpostavilo neko močno zaupanje vseh sodelujočih, da lahko tudi najtežavnejše probleme rešujemo na podlagi skupnega sodelovanja. Tako da ta nagrada, predvsem na področju komunikacije, se mi zdi izjemno pomembna, namreč na področju ohranjanja narave prepogosto pozabljamo na celovito, redno komunikacijo, ne samo z deležniki, pač pa tudi s splošno javnostjo. In mogoče je izvedba potem varstvenih ukrepov mnogo lažja, če so ljudje pravilno, celovito ozaveščeni, informirani. Ja, za nas je v bistvu ta nagrada in spodbuda, da v resnici so naš namen v resnici uslišan tudi strani pač širše strokovne publike, recimo, ki nas je za to zbrala, in hkrati dobra spodbuda v bistvu za naprej. Hkrati pa v bistvu tudi ena pohvala ali pa priložnost, da se v bistvu še na drugačen način zahvalimo vsem 280 strokovnjakom, ki so v teh 8 letih z nami že sodelovali. Ja, seveda smo zelo veseli, da smo dobili to nagrado, predvsem zaradi tega, ker je tu neka potrditev, da delamo prave stvari, da gredo tisto, kar počnemo, v pravo smer. Vesel sem, da imamo tako dobro ekipo, ki dela na Krajinskem parku, pa ne samo na Krajinskem parku, tudi cela ekipa znotraj občinske uprave, ki se trudi, da stvari in projekti tečejo tako, kot je treba, in zagotovo je ta nagrada tudi ena taka luštna motivacija za naprej. Dobiti nagrado za ljubiteljsko znanost je hecna reč, ker ta ni naša. Ta je v resnici od njih, ki so ne od prostovoljcev, ki so bili zraven, od ljudi, ki so pustili se na nek način ozavestiti, ki jih je zanimalo, ki širijo znanost, ki so pridobili podatke, da jih lahko na koncu stroka uporablja, ker so tudi v strokovne namene uporabljeni. Tako da to zelo radi delimo z njimi, je pa seveda za nas to en velik priznanje, da smo šli v pravo smer. Ja, torej projekt smo izvedli v okviru programa Open Rivers Program. To je razpis, ki omogoča popisovanje rečnih ovir, pa hkrati tudi odstranitev rečnih ovir ali pa izvajanje različnih študij na to temo. In v bistvu mi smo se odločili, da želimo popisati območje Nature 2000, torej reke, zato ker je relativno kratka, obvladljiva, pa precej neznana. In tudi z biološkega vidika, ker smo biologi, je tudi manj tak čar z vrstne pestrosti in pa tudi v bistvu same pokrajine. Brez popisovalcev 365 km reke in pa njenih pritokov nikakor ne bi mogli izvesti. Teda v bistvu so popisovalci ključni del tega projekta. Na primeru Mure, torej za Muro smo danes dobili tudi nagrado, katere smo zelo veseli. To je projekt, ki smo ga, to je v bistvu eden največjih renaturacijskih, če ne celo največji renaturacijski projekt za en vodotok v naši državi. Ni bilo enostavno, sodelavke in sodelavci so se izjemno potrudili in naredili so tudi izjemno delo. Tako da po moji oceni je nagrada prišla v prave roke. Izjemno smo hvaležni, da smo prejemniki te izjemne nagrade.
Nagrado sprejemamo v imenu celotnega partnerstva, ne samo Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Absolutno smo mnenja, da brez sodelovanja naših partnerjev tega projekta niti ne bi mogli izpeljati, kaj šele tako uspešno, kot smo ga. Posebej zahvala pri opremu te nagrade gre tudi lokalnim skupnostim, ki so nas pri izvajanju projekta podpirale. Vedno smo naleteli na odprta vrata. Posebna zahvala tudi vsem ostalim deležnikom v prostoru, ki so tako ali drugače v projektu sodelovali, zunanji izvajalci, naprimer, marsikdo. Pri marsikom smo naleteli na odprte glave, se pravi na široko razmišljanje, ki je bilo potrebno pri premagovanju številnih ovir, na katere smo v projektu naleteli. In ne nazadnje, ob tej nagradi se moramo tudi zahvaliti vsem, ki so se desetletja za to reko borili in jo ohranili takšno, kot je danes, da jo sploh lahko mi danes renaturiramo. Čeprav je za nami en velik projekt, s katerim smo kar nekaj za naravo postorili, se zelo dobro zavedamo, da je to le majhen košček potrebnih naporov, ki bodo potrebni za to, da reko Muro revitaliziramo. Zato si želimo, da je ta projekt le prvi v seriji bodočih projektov, v katerih bomo nadaljevali zgodbo iz projekta Natura Mura. Ja, ta nagrada je ena velika potrditev za Zavod pri nas, za vso to veliko skupnost ljudi, ki nekako živimo, dihamo s temi naravnimi habitati, s travniki, z barji, kjer želimo pač tudi ohraniti to naravo za zanamce. Kakšne take nagrade te pa spodbudijo, da tudi sam narediš majčken pregleda, da neke stvari rangiraš, da ugotoviš, koliko ljudi v bistvu se je znašlo na tej poti, in da vsak posebej da svoj prispevek k temu. Tako da vsekakor mislim, da je ta nagrada vseh, ki smo sodelovali kakorkoli, še s tako majhnim prispevkom,